Ja, mislim, zdaj transport pa vseh 6 njegovih predstav vsekakor ni nek tipičen tip predstave in tudi proces je bil zato posledično pač nekaj ful zanimivega, no, nekaj neklasičnega. Ta kombinacija ročnega dela in 3D printa, pa tega približevanja k nekemu ne samo realizmu, ampak v bistvu naturalizmu, no. So stvari majhne, pa še zdaleč ne več zanemarljivo, kako dolgo traja, da se pač naredi. Majhna figurica, pa jo dolgo barvaš, pa je majhno drevo, pa ga dolgo delaš, pa je majhna hiška, pa je pač ogromen dela, ogromen detajlov, vsak detajl pač vzame nek svoj čas. Ne vem, eno takih izzivov, na primer, je bil ta izdelava te trave pa dreves. To je bilo treba narediti res, pač pri realizmu treba v bistvu pol tako stvar narediti pač manjšo, ne. In narediti zdaj deblo, da bo realistično pa manjše, in liste, da bo realistični in manjši, kaj to pač zahteva. Ja, zanimivo je bilo predvsem delati te patinaže, ker si mogel biti precej inovativen v tem, na kak način bo zdaj stvar čim bolj približal realnosti, da bo verjetna kot taka, kako nekako prikazati umazanijo ali pa kako prikazati plesen ali pa pač neke sledi staranja. Lubje smo imitirali s to barvo za rjo, se pravi, najprej smo namazali s to barvo akrilno s kovinskimi delci in potem s kislino, in ta kislina reagira in v bistvu naredi tako lepo patino, ki v bistvu nadaleč deluje kot lubje. Mogoče povezujemo to, da je lutka velika in da je nekaj večje in bolj obsežno, s tem, da traja dlje časa. Pa bi rekla, da to ni nujno res. V našem primeru je ravno to, pač so stvari majhne, pa smo za njih porabili ogromen časa. Najprej 3D model, 3D printanje, potem pa so to detaljno barvanje in detaljna patinaža teh naših malih figuric in predmetov. Zanimivo je recimo to, da ko imamo en material, ki je v resnici uporabljen za neko drugo reč, na primer ta puhin, ki je za puhice, za jakne, smo mi uporabili na drevesih, za listje. Smo ga nalepili na te vejice in potem gor še malo žegovine posuli in pač to je bila osnova za krošnjo. V bistvu nekaj, kar je drugače v bundah. In takih situacij je več, pač, ko je en material, ki ni sicer v osnovi namenjen temu, je namenjen čisto nečemu drugemu, mi pač uporabimo na nek tak način kreativno. Ja, v bistvu eno ful zabavno odkritje pri teh patinažah je bila ta akrilna kovinska barva z kovinskimi delčki pa kislina, ker v bistvu to je naravna reakcija v naravi, ne, oksidacija. Tako da to smo bile kar vesele, ko smo ugotovile, da nekaj pomažeš, pa porjavi, pa razpoka, pa... Recimo v naravi je en list enota, ne? Tukaj je pa enota listje. In kako to zdaj prikazati v bistvu na en tak zelo verjeten način.